Profesor Andrej Bauer, matematik ste. In kot matematika vas sprašujem, kaj v bistvu je matematika? Matematika je, na to obstaja veliko odgovorov, veliko različnih pogledov, ampak moj pogled na to je, da je to neke vrste domišljijski svet abstraktnih idej, kjer ima človek popolno svobodo, da ustvarja znotraj nekih pravil, tako kot v vsaki umetnosti. To S tem, da sem zdaj povedal. Da povezujete z umetnostjo. Ja, to je, mislim, da vsak matematik, profesionalni matematik vam bo po moje povedal, da je matematika tako blizu umetnosti, kot je blizu, na primer, tehničnim znanostim, da je to, ta ustvarjalna komponenta matematike zelo močna in mislim, da je zato povezuje z umetnostjo. Imate matematiki drugačen, poseben način razmišljanja in seveda zanimivo bi bilo slišati, kako vidite vi svet okrog sebe in kako ustvarjate odnos do okolja. Ja, jaz upam, da nimamo drugačen način razmišljanja, mogoče imamo bolj izpiljen način razmišljanja, dvomim pa, da je v kakršnikoli osnovi drugačen kot ta način, na katerega vsi ljudje razmišljamo. Res je, da so se matematiki naučili skozi svoje metode induktivno sklepanje, večje preciznosti v mišljenju, bolj smo natrenirani, da opazimo napake v sklepih in podobne zadeve. Kar je pravzaprav v navezavi z realnim svetom neke vrste prekletstvo, zato ker potem človek vidi, da pravzaprav ničesar ne moreš z gotovostjo sklepati, ker v realnem svetu, kakršenkoli že je, ki ni abstrakten, ki ni ustvarjen, realnost grize nazaj in človeku ne pusti, da bi preveč vedel in preveč sklepal. Je matematično razmišljanje nek poseben trening, je to bolj tehnika ali bolj spominja na umetnost, kar ste seveda rekli, ne? In v zvezi s tem, kakšen naj bo tudi potem pouk matematike? Matematika zahteva dosti treninga. To vidim, ko opazujem študente, na primer iz računalništva, iz matematike. Nekdo, ki je šel skozi trening matematike, recimo na univerzitetni stopnji, se relativno lažje prilagodi, na primer, računalništvu kot pa obratno. Kar kaže na to, da je matematika zahtevna kot neke vrste tehnika ali pa veščina. Je to veščina, ki zahteva veliko treninga, zato da jo človek obvlada in verjetno si jo mora učiti, ko je zadosti mlad, potem kasneje gre to težko. S tem seveda mislim zdaj na resno matematiko, raziskovalno matematiko. Seveda tukaj imamo potem še osnove matematike, osnovno matematiko, kot jo poznajo vsi ljudje. To je dobro vprašanje, kakšen naj bo pouk matematike. Spet mislim odvisno od stopnje, na kateri učimo. Ampak vsekakor mislim, da bi se morali truditi, da bi ljudem pokazali kreativnost v matematiki, da pravzaprav znotraj teh okvirov matematike, ki se zdijo v šoli zelo arbitrarni in nekakšna prisila pogosto, da pravzaprav te okviri so tam zato, ker ljudje so odkrili, da so ti ta pravi in da znotraj tega potem matematična kreativnost doseže svoj maksimum. Zdaj, kako bi to prenesli v šolo? Dobro vprašanje, ne vem. Ampak pomembno in dobro vprašanje, ker mislim, da v prihodnje bo treba vsekakor ta del matematike, ki ni na očeh javnosti, ta notranja lepota in kreativnost, kakorkoli že poskušati predvsem mladim približati, da bodo razumeli, zakaj bi kdo sploh hotel biti matematik. Pred nekaj meseci je Slovenijo obiskal ugleden res svetovni matematik, francoski Villani, in na predavanju je opozoril, da v današnjih generacijah ni velikega navdušenja za matematiko, da ni več takih posameznikov, ki so pripravljeni trdo delati, se spopadati z matematičnimi izzivi in tako naprej. Zanimivo je, da je kot primer dal Francijo, kjer je njihov matematični vzpon zgodovinsko tesno povezan z renesanso in razsvetljenstvom.
In pravi, da je sredi 18. stoletja v Franciji kakor od nikoder vzniknila in se pojavila cela generacija matematikov. Kakšno so vaše opažanja kot profesorja na univerzi? V povezavi s tem, z mladimi. Mi na univerzi, na matematiki imamo več ali manj konstanten priliv študentov. Zajemamo iz precej majhne populacije, zato vidimo pri vrhu precej veliko fluktuacijo. Lahko se nam, recimo, če pogledamo tiste študente, ki potem nadaljujejo študij doktorski študij, ni nujno, da je študij matematike, veliko jih gre tudi v kakšno drugo smer. Že samo zaradi tega, ker imamo majhne generacije, vidimo večja nihanja, ampak jaz bi rekel, da so več ali manj konstantna. Pri nas ne vidim, da bi bilo neka strašne razlike. Naprimer, nam za sam opis števila študentov je pomembnejše, kako velika je tista generacija, kot pa kakšen je interes za matematiko. Interes za matematiko se zdi, da se pri nas, če se spreminja počasi. Res je, da imamo zdaj na matematiki približno polovično razmerje med moškimi in ženskami, študenti in študentkami. V mojih časih, v 80-ih letih, konec 80-ih, 90-ih, pravzaprav 90-ih letih, je bilo to razmerje mogoče 1:2 v prid fantom. Tako da to se menja. Kar bi pa rekel, samega zanimanja za matematiko pri nas se mi zdi, da je precej konstantno. Tako da to mogoče kaže na to, da je to res neko malo bolj prirojeno zanimanje, da je to nekaj, kar mora človeka potegniti, tako kot spet kakšna umetnost. Poglejte, za matematike velja, da ste osebnostno vedno nagnjeni k zmagi. Pripomore nenehno reševanje problemov, kjer stremite za neki finalizacijo, k taki osebnostni potezi. Zdaj, to je zanimiva misel, ne? Jaz mislim, da tukaj, če gre za kakšno zmago, gre za tako na zelo individualnem, najprej na nekem osnovnem notranjo zmago, da jaz kot matematik sam zase nekaj dosežem. Ne? To je mogoče tista zmaga, ki jo je najtežje doseči. Tista zmaga napram družbi, vsaj zame se mi zdi, je drugotnega pomena. Zdaj, če je nekomu do tega, da bo zmagoval v družbi, potem vsekakor ne sme postati matematik, ampak je drugega. Bolj kot sama zmaga se mi zdi kot osebnostna, bolj kot težnja k zmagi, osebnostna vrlina, ki jo potrebuje matematik, je vztrajnost. Zdaj, to je spet nekaj, kar mogoče v šoli se ne vidi. V šoli dobiš matematični problem in ga znaš rešiti ali pa ga ne znaš rešiti. Imaš 45 minut časa in 10 nalog. Ampak, ko enkrat delaš matematiko na raziskovalni stopnji, se lahko nekaj let ukvarjaš z enim problemom. Tako da tam je potrebna vztrajnost. Glede na to, da velja v laični javnosti prva asociacija pri matematiku kot tistem, ki dobro računa. Hkrati pa obstaja mnenje, da je za ukvarjanje z matematiko potrebna visoka inteligentnost. Preizkušajo vas matematike, namreč z različnimi triki, recimo tudi s tako imenovanim Fibonaccijevim nizom. Se vam zdi zelo pritlehno, če pokažemo na primeru to spretnost? Izvolite. Bom povedala številke, zadnjo številko pričakujem od vas. 3, 4, 7, 11, 18, 29, 47, 76, 123. 76 plus 123. Aj moram čez računati. Ja, seveda. Aha, ok. Ja, 123 plus 76 je 199. Bravo. Ja. To je samo računanje. No, tukaj sta v resnici dve komponenti. Ne? Ja. Ena je, da opazim vzorec. Opazil sem vzorec, ki je znan že z 13. stoletja, tako da sem ga videl že velikokrat prej, tako da to ni bila zares taka uganka, ki bi me presenetila. Vzorec je namreč ta, da je vsako število vsota prejšnjih dveh. Tukaj vidimo to prepoznavanje vzorca, je zelo pomembna komponenta v matematiki, prepoznavanje vzorcev. Mislim, da tudi širše v znanosti, zato da človek opazi, da sploh opazi neko pravilo ali pa da se nekaj dogaja, da vidiš, da se nekaj da narediti. To je v splošnem prepoznavanje takšnih in drugačnih zakonitosti ali vzorcev.
In to je na primer stvar, ki jo v naših osnovnih šolah učijo pri matematiki. Tako da takšne naloge dobijo osnovnošolci. Samo ne reče, da je Fibonacci. Ja, to, da je to ja, ampak jih je veliko. In zdaj recimo na tistem nivoju, pri tej starosti, je vsekakor prav, da se taka sposobnost razvija, ker to je sposobnost, ki je koristna dosti bolj širše kot pa samo v matematiki. Prepoznavanje zakonitosti in prepoznavanje vzorcev. Tukaj je nekako izkristalizirano. Imaš zaporedje številk, prepoznaj vzorec, ki bo nadaljeval to zaporedje. Je pa treba seveda povedati, da je to res bolj vzgoja nekoga, ker matematično gledano je takih vzorcev za vsako tako zaporedje neskončno. Če bi imel zadost časa pa malo papirja, bi se lahko spomnil še zelo veliko drugih vzorcev, ki opisujejo to isto zaporedje. Tako da tukaj pride potem na nekem bolj abstraktnem nivoju do zanimivih vprašanj v zvezi s tem, kakšen pa je prostor vseh vzorcev. In na primer to spet vodi v zanimiva matematična vprašanja. No, sej vas matematike preizkušajo tudi s kakšnimi drugimi triki, kot recimo poznanje česanje ježa oziroma ta teorem o kosmati krogli, vendar pustiva to. Zato vas sprašujem, kakšna je aplikabilnost matematike? Ja, vedno večja pravzaprav. Morda so stari Grki so se ukvarjali s števili in z geometrijo, pa že to je bilo uporabno. V modernem času pa se niti ne zavedamo, kako zelo je matematika prežela vso tehnologijo. Pravzaprav lahko vzamete kakršnokoli sodobno tehnologijo in zadaj bo na tak ali drugačen način zelo, zelo veliko matematike. Tako da to je neko ozadje, ki ga ne opazimo, ampak ga je povsod veliko. To, kar ste omenili, tudi recimo prepoznavanje vzorcev, recimo z prejšnjega primera, lahko potem aplicirate tudi na katerakoli druga področja iskanja nekega zaporedja, nekega vzorca. Ja, tukaj sem imel v mislih bolj to sposobnost človeškega uma, da prepoznava vzorce. Seveda prepoznavanje vzorcev v modernem času je postalo tudi strašansko pomembno, predvsem v navezi z računalniki, z računalništvom, ker zdaj lahko že zelo dobro in ekspertno računalniki sami odkrivajo in prepoznavajo nove vzorce. Tukaj se sicer mogoče bolj oddaljujeva od same matematike in greva v računalništvo, ampak pravzaprav to, kar je bila včasih fizika v matematiki, njeno gonilo, motivacija, je zdaj v zadnjem času vse bolj računalništvo. Računalništvo pravzaprav je gonilo matematika je dobila nov zagon z razvojem računalništva. Računalništvo samo pa izvira iz matematike. Ja, kje pa dobivate ideje za raziskovanje, oziroma kaj je gonilna sila matematike kot znanosti? Mogoče lahko najprej se vprašamo, kaj je gonilna sila za nekega posameznega matematika. Tukaj mislim, da so spet motivacije različne. To je neka notranja potreba potem, da to raziskuješ. S kje dobi matematik ideje? Tukaj bom pa mogoče povedal nekaj, kar matematikom mogoče ne bo tako všeč, ker ni tako romantično, ampak mislim, da se je treba zavedati, da je matematika človeška aktivnost, ki je podvržena vsem ostalim zakonitostim družbe, kako družba deluje. In če pogledamo de facto, katere stvari matematiki raziskujejo, jaz mislim, da bo zaključek neizbežen, da je to neka kombinacija, če povem malo bolj vulgarno, popularnosti, kaj je popularno, oziroma kaj se v teh socialnih omrežjih, katera ideja se bolj uspešno širi. Seveda, konec koncev, pa še vedno zelo podkrepljeno z aplikacijami. Mogoče ne ravno ta najbolj abstraktna matematika, ampak najbolj abstraktna teoretska matematika, mislim, da jo je manj, kot je pa aplikativne matematike, bistveno manj pravzaprav. Aplikativne matematike, se pravi matematike v uporabi, v inženirstvu, v znanostih in povsod drugje, je ogromno in tam je motivacija povsem jasna. Problemi iz realnega sveta.
Za vas naravoslovce nekako velja, da živite v posebni kulturi razmišljanja. Imate pa seveda kljub vsemu posebno vlogo v družbi. Zanima me, koliko imate refleksije same o tej družbi. Če seveda to drži, da živite v neki posebni kulturi razmišljanja. Zdaj, ta kultura, vsekakor obstaja neka kultura matematičnega razmišljanja znotraj matematičnega ceha. Mogoče sama matematična javnost, znanstvena javnost, ni tako zelo družbeno angažirana, in tudi kot celota ne izkazuje neke refleksije. Tukaj spet je drugo vprašanje, kako pa posamezni matematiki to doživljajo, in tukaj mislim, da imamo spet zelo različne matematike. Že nekateri se s tem enostavno ne ukvarjajo, tako kot pač vsi ljudje. Nekateri so pa zelo družbeno angažirani. Že recimo na našem oddelku imamo ljudi, ki so dosti bolj družbeno angažirani, dosti manj. In mislim, da je to v korelaciji s to refleksijo, kako nekdo razmišlja o družbi in ali se mu zdi na osnovi tega potrebno ukrepati ali pa naslavljati družbo. Vse prej ste rekli, da je recimo matematika več se ukvarja z aplikabilnostjo, kot pa z bazičnimi stvarmi. Nekako bi bilo potem pričakovati, če je recimo bolj nagnjena k aplikabilnosti, tudi več reflektira recimo teh družbenih dogajanj lahko. Ja, zdaj ne vem, matematika sama, zdaj se dotikava vprašanja matematike in družbe, in s tem tudi matematike in družboslovja, in kakšna je povezava med tema dvema. In ta povezava je bila, bi rekel, šibka. Uporaba statistike recimo za kakšne analize, to seveda že dolgo časa obstaja, ampak ni bila pa recimo tako globoka, kot je recimo globoka navezava med matematiko in fiziko ali pa matematiko in računalništvom. Vendar se to v zadnjem času zelo hitro spreminja, in sicer računalništvo prodira v vse pore človeštva in pravzaprav zadaj, takoj za njim, en korak ga podpira in ga poriva naprej in sodeluje z njim matematika. In tukaj lahko pričakujemo, da v ne tako zelo daljni prihodnosti, pravzaprav v veliki meri že danes, je matematika na pomembne načine vstopa v družboslovje, pravzaprav, v analizo družbe in v vse fenomene povezane z družbo, in s tem prenaša neke povsem nove načine razmišljanja. Se o tem bova nekoliko več še spregovorila, ampak ker ste omenili ta vstopanje računalništva v vse pore družbe, se zadnje čase predvsem govori, kaj se utegne spremeniti s pojavom kvantnih računalnikov. Vse take so napovedi, Kako kot matematik razmišljate o tem in kaj lahko rečete? Torej, kvantni računalniki, najprej naj povem, da kvantni računalniki v svoji osnovi niso v principu bolj zmogljivi kot navadni računalniki, v smislu, da bi lahko izračunali kaj takega, česar ne moremo izračunati z navadnimi računalniki. Prednost kvantnih računalnikov je predvsem v tem, da so dosti hitrejši za nekatere operacije. In to hitro izvajanje teh operacij na povsem nov način je tisto, kar daje kvantnim računalnikom, kar dela kvantne računalnike zelo zanimive in zelo pomembna, se vidi, da bo to zelo pomembna tehnologija, s katero bomo lahko računali stvari, ki jih do sedaj nismo mogli, ne zato, ker jih v principu ni bilo možno, ampak ker bi bilo prepočasi. Tako da to je osnovno upanje kvantnih računalnikov je v tem. Tukaj seveda ne smemo podcenjevati hitrosti računanja. Hitrost računanja in zmogljivost računalnikov nasploh je tista, ki prinaša ogromne razlike, ogromne spremembe v moderni družbi. To, kar lahko danes izračuna moj mobilni telefon, je v 90-ih letih računal superračunalnik za $1 milijon. In to je kvantitativna izboljšava, ki pa prinese do kvalitativnega preskoka.
v tem, kaj računalniki počnejo. Tako da to je ne samo kvantni računalniki, ampak računalništvo nasploh prinaša v družbo nepojmljive spremembe. To sem prepričan. To je, ne vemo, kaj nas čaka. No, želeli pa bi slišati tudi vaše mnenje o trenutni norosti finančne industrije, o kriptovalutah. Ne? Glede na to, da je matematika zelo racionalen sistem, kot ste povedali, ne? In matematiki ste v finančni industriji tudi zelo iskani, kaj lahko vi rečete o tem? No, zdaj se pa mogoče tukaj videla ena refleksija enega matematika na družbo. Kriptovalute, ljudje jih gledajo predvsem na to, da to je zdaj še en finančni balonček in se sprašujejo, kdaj bo Bitcoin kolapsiral in tako naprej. Ampak ljudje, ki se ukvarjajo s kriptovalutami, vejo povedati, oziroma moje mnenje je tako, da to je pravzaprav povsem irelevantno z dosti globjo potencialno spremembo, ki jo lahko kriptovalute prinašajo. Kriptovalute so moderna tehnologija, ki sloni na matematiki, na računalništvu, na dejstvu, da so računalniki med sabo povezani v omrežja in da zelo hitro komunicirajo. Vse to skupaj se je zložilo v neko novo možnost, namreč, da imamo denar, valuto, ki je ne nadzira nobena centralna entiteta. In zdaj, če to pogledamo iz tega zornega kota, to pomeni, na primer, da se ponuja možnost, da ukinemo denar in nadzor denarja, kot ga poznamo v moderni družbi. To pa je nek potencial, pri katerem je trenutni balonček na trgu irelevanten. Povsem irelevanten, ker to je nekaj, kar ima potencial spreminjanja celotne družbe, funkcije, kako družba pravzaprav funkcionira. Tukaj se mogoče vidi, kako matematika, zdaj v tem primeru bi rekel, je, če smo iskreni, bolj računalništvo, ampak neka matematična komponenta je zraven, ampak to je zelo podobno, kako nastopa na nekem novem področju, v tem primeru v financah. Z matematiko lahko nekdo napiše formulo, ki izboljša trgovanje ali pa izboljša denarno politiko, pa dobi Nobelovo nagrado. To je dosti dobro za Nobelovo nagrado, ampak ta prav prispevek matematike je nov konceptualni okvir, ki prej ni obstajal, ki ga matematika ponudi, ki ga omogoči. Potem pa na drugi strani mora biti nekdo, ki razume družbo in razume, kako ta konceptualni okvir, v tem primeru so to neki izreki v kriptografiji, ki omogočajo, da se sploh postavi kriptovalute, ampak nekdo drug mora pa razumeti družbo in razumeti, kakšna je uporabna vrednost takega konceptualnega okvirja in kako lahko s tem nastopa v družbi. In to je tisto, kar mislim, da lahko matematika, kaj je ta pravo gonilo matematike. Je to neko globoko razumevanje in možnost spremembe tam, na načine, ki sploh niso bili dojemljivi. To je prava sprememba. To, da je zdaj finančni trg za 30% večji, pa naslednje leto bo za 50% manjši, to je irelevantno. Mislim, ni relevantno za vse nas, ki se ukvarjamo s tem, potem kakšna kriza bo nastopila. Ni irelevantna, seveda. Ampak nekako, če gledamo širše, če gledamo bolj dolgoročno, se bomo pa, ne vem, če se bomo spomnili krize iz leta 2008, čez ne vem koliko časa. Morda se bomo pa spomnili tistega desetletja, ko je izginil denar, tak, kot ga poznamo. To so zanimive teze, ampak tu vas sprašujem in pa želimo, da bi nekoliko še nadrobneje razložili to vašo tezo, ki ste prej omenili. Gre za vprašanje, koliko mora ali pa bo v prihodnje matematika vstopala v polje družboslovja oziroma humanistike. Vi ste znanstvenik in koliko morajo potem znanstveniki postati, bom rekla, nekako javne osebe, da dobijo tisto kredibilnost, ko gre za povezovanje različnih polj znanosti. Torej, tukaj, to je zelo dobro vprašanje. Najprej ne dvomim o tem, da bo spet matematika v tandemu z računalništvom
vstopala še naprej v vse dele družbe, tudi družboslovje. Tukaj mislim, da bo vedno tisti vidni frontman, če rečem po angleško, bo vedno računalništvo. Ker ga bodo ljudje tako... Ampak zraven je zmeraj zraven prihaja močna matematika. To se je treba zavedati. Računalništvo je, tako kot fizika, zelo močno podprto z matematiko. In ta vstop v družboslovje se bo zgodil tako ali drugače. In bo spet, kar mislim, da se bo zgodilo, ko se bo to zgodilo, bo spet nek nov konceptualni okvir, če tako rečem. Nek nov način razmišljanja, ki bo prinesel spremembe. Zdaj, kakšne bodo te spremembe znotraj samega družboslovja, si ne upam napovedovati. Povsod, kamor je matematika vstopila, je nekako slej ko prej, bi temu rekel, močno vplivala s svojim načinom razmišljanja, tudi na način razmišljanja na drugi strani. Ker ko enkrat nekdo zares obvlada matematična orodja in matematični način dela, mu to postane naravno in je to orodje, s katerim naprej funkcionira, ampak to orodje vpliva na to, kako on potem dojema svet, kako se izraža, vse postane malo drugačno. Tako da to se bo zgodilo. Zdaj pa na vprašanje, kakšna je tukaj povezovalna vloga znanstvenika. Znotraj same znanstvene sfere seveda bo to znanstveniki že med sabo naredili, recimo, če prišlo bo do sodelovanja tam, kjer bodo ljudje uspešni. Jaz mislim, da se bo hitro izkazalo, da je sodelovanje dobro, kot se ponavadi izkaže. Sodelovanje med vedami skoraj vedno prinese nekaj zelo zanimivega in dobrega. Tako da to bo zelo zanimivo. Jaz upam, da bo tudi v drugo smer prišlo do pomembnih prispevkov. Namreč matematiki zelo radi živimo v prepričanju, da je naš svet nekako drugačen, boljši, bolj abstrakten, bolj neodvisen od človeštva. Jaz osebno v to ne verjamem. Jaz vidim v matematični aktivnosti predvsem človeško aktivnost in to je ena vrsta refleksije, ki je mogoče mora priti iz druge strani, ta refleksija, da nas malo pretrese, ampak nam mora to nekdo znati povedati na tak način matematikom, da bodo razumeli, kakšen je vpliv ljudi na razvoj matematike. In mislim, da tukaj je spet tudi možnost za povezavo. Se je pa treba vedno in povsod zmeraj naučiti jezika tistega drugega, biti zelo vztrajen, komunicirati in se naučiti razmišljati, ker gre za zelo različne svetove, zato da lahko sploh komuniciraš. Tako da tukaj ne vidim teh ljudi, ne vem, to nismo mi, to so neke nove generacije ljudi, ki bodo zrastle, ko bo sama tehnologija že prodrla nekam v eno ali v drugo smer in takrat se bo potem to začelo vzgajati. Ljudje z novim, ki bodo zrasli na tem in bodo potem nekaj doprinesli. Mi lahko samo poskušamo zadeve približati. Lahko se pa še posebej pogovarjava o vlogi znanstvenika v družbi kot predstavnika družbe in to je pa drugo vprašanje. Seveda, o tem bova nekaj rekla, ampak recimo zdaj zadnja leta morda je vprašanje te robotizacije, ki seveda utegne, tako kot ste rekli, res bistveno spremeniti razmerja, in ravno tu mislim, da ste matematiki ali boste še vedno bolj vpeti v te procese, spremembe. Koliko spremljate, najbrž družboslovci se zelo so v skrbeh, kakšna družba utegne biti, kaj bo s brezposelnostjo ljudi, kaj bo recimo s temi socialnimi transferji, kako se bo miselnost spreminjala, odnos recimo med ljudmi samimi, s pojavom robotizacije. Kako vi vidite recimo refleksijo, družbeno refleksijo kot matematik, znanstvenik? Mislim, da smo na pragu sprememb, kjer bodo, kot ljudje rečejo, roboti vse naredili. Kako dolgo bo trajal ta proces, da do tja pridemo, ne vem, se pa bo zgodil. Verjetno se ne bo zgodil po celem svetu naenkrat, ampak bodo seveda eni deli sveta kot vedno bolj razviti kot drugi. Je pa tako,
Najprej se vprašajmo, ne, če bi mi nekdo povedal, da na nekem planetu živijo pač neki ljudje in da roboti vse za njih naredijo. Ne. Moja prva misel bi bila blagor njim. Se pravi, nekako ne more biti slabš, ne, če nam ni treba toliko delati. To je v principu, ne, se zdi mogoče to kot neka izvorna misel, ne, da menda se pa bo dalo družbo zaradi tega narediti kvečjemu boljšo. Ne. Je pa res, ne, da se tukaj dotikamo enih zelo osnovnih vprašanj človeške narave. Kako funkcionira človek, ki mu ni treba delati? Vprašanje, če tak človek funkcionira, in to je vprašanje, ki ni za matematike. To je vprašanje, na katerega morajo odgovoriti nekdo drug. Psihologi, družboslovci, humanisti, ne vem, nekdo drug skupaj in tukaj se bo pojavila absolutna potreba po tem, da pride do nekega zelo tesnega sodelovanja med temi, ki prinašamo novo tehnologijo, ki spreminja družbo, ki ima potencial, da bo spremenila družbo, pravzaprav to niti ni potencial, to bo dejstvo, da spreminja družbo. In na drugi strani med ljudmi, ki družbo razumejo, ki nekako imajo posluh, ki ga jaz kot matematik priznam, ga nimam, zato ker se pač s tem ne ukvarjam in sem samo član družbe. Ampak tisti, ki se s tem ukvarjajo, morajo tukaj enostavno je treba nekaj narediti, ker spremembe prihajajo, vprašanje je samo, kako bo družba na njih odreagirala in kam jo bo odneslo. Upam, da je ne bo nikamor odneslo, ampak da se bomo sami usmerjali. Tako da, kar se tiče sodelovanja, tukaj prihaja do zelo pomembnega problema, ki mislim, da ga ne bo mogla rešiti samo ena ali samo druga stran, ampak samo zares dobro razumevanje z obeh strani in to je to. Druge poti zares ne vidim. Ko ste omenjali povezovanje znanstvenih disciplin, lahko tudi opazimo, da recimo v ekonomiji Nobelove nagrade dobivajo matematiki, v medicini pa statistiki. A se vam zdi to zanimivo? Ja, meni kot matematiku niti ni to tako zelo presenetljivo. Mislim, da tukaj vidimo to, kar sem prej omenjal, da ko matematika zares vstopi na neko področje znanstvene aktivnosti, postavlja neke nove načine razmišljanja in običajno so ti načini razmišljanja transformativni, prinašajo povsem nove poglede in predvsem tudi zelo veliko napredka na vse zadnje, ker gre na čist najbolj banalni stopni, gre za to, da matematika poglablja ta analitični del te družbene te aktivnosti, bodisi da je to tehnična veda, znanstvena veda, naravoslovna veda. Analitični del poglablja. S tem prihaja do boljšega razumevanja, ampak cena, ki jo plačamo, je, da tudi prevzamemo matematični jezik in matematični način izražanja, ker ideje, ki jih želimo izraziti, so potem v osnovi matematične ideje, lahko so statistike, statistika je matematična veda, ki zahtevajo tako izražanje. Ampak zelo nezaupljivi so ljudje ravno do statistike, ker pravijo, da je preveč manipulativna. Ja, jaz mislim, da ni manipulativna statistika. Manipulativni so mogoče tisti, ki z statistiko manipulirajo. Statistika sama po sebi ni manipulativna. Lahko samo obstajajo slabše pa boljše statistične metode, pa še ko rečemo slabše pa boljše, bodo statistiki hitro, pa matematiki hitro pripomnili, da moramo najprej matematično opredeliti, kaj to pomeni. In kako pa se statistiko aplicira na nekem področju, je pa seveda stvar tistega področja toliko kot statistike in predvsem znanstvenih standardov in vzgoje skozi desetletja, truda, ki ga vložimo v to, da ljudje to razumejo. Kaj pa lahko rečete o popularizaciji znanosti? Če gremo v zgodovino, Arhimed, za njega bi lahko rekli, da je bil moderni znanstvenik, sijajen matematik, odkril je infinitizimalni račun v fiziki, vzgon, izjemen je bil v aplikaciji in tako naprej.
Skoraj je bil prototip javnega znanstvenika in nekako je bila cela družba odvisna od njega. Kaj je za vas, recimo, javni znanstvenik? Družba je danes, najprej da povem, družba je danes bolj odvisna od matematike, kot je bila pa grška od Arhimeda. Tega se morda ne zavedamo, ampak v vsakem mobilnem telefonu, v vsaki elektronski komunikaciji, v vsakem avtomobilu, v električna omrežja, vse to zadaj za tem je ena zelo velika količina inženirstva in računalništva in pod tem temelj, ki je matematika. Tako da družba je odvisna od matematike posredno preko tehnologije, bolj kot pa kadarkoli do sedaj. Drugo vprašanje je bilo kaj? Kakšno je vaše videnje recimo javnega intelektualca, javnega znanstvenika? Ja, torej na nekem osnovnem nivoju mislim tako, najprej znanstvenik ima dolžnost komuniciranja z družbo. Znanstvenik ne živi v balončku, ne živi odvisen od družbe navsezadnje, zato ker je družba tista, ki ga podpira. Znanost je možna samo v dovolj bogati družbi. Pravzaprav mora biti družba precej bogata, zato da ima lahko cvetočo znanost. In tega se moramo znanstveniki zavedati. In se moramo zavedati, da uporabna vrednost znanosti splošni populaciji ni samoumevna, kljub temu, da ta splošna populacija praktično z vsakim dihom je odvisna od sodobne znanosti, ampak še zmeraj ni samoumevno, da je ta uporabna vrednost mora biti predočena in ponazorjena na način, ki javnosti pokaže, zakaj je tako. Da se tega zavedamo, torej, tako kot recimo bo politik rekel, da demokracija ni samoumevna. Seveda, za njo se je treba boriti. Tudi zato, da znanost ima nek primeren vpliv in status v družbi in neko podobo, ki jo želi imeti, zato se je treba stalno truditi. In za mene je pravzaprav dolžnost znanstvenika, da komunicira z širšo javnostjo. Niso mogoče vsi znanstveniki k temu enako nagnjeni, ampak tisti, ki pa so ali pa smo, se moramo pa zagotovo potruditi. Kaj pa menite glede prepleta znanosti in politike? Poznamo namreč trditve, da so nekatere družbe, njihova gospodarstva uspešna zato, ker je v političnih odločitvah igrajo zelo pomembno vlogo znanstveniki. Recimo za Nemčijo je inženirskega kadra zelo veliko vpeto v te polja odločitev, recimo potem akademiki so recimo kitajski politiki, ki je tudi seveda Kitajska, vemo kako je. Kakšno vaše mnenje? Torej, jaz mislim, morda zalozijo na naše razvije. Torej, pa nemška kanclerka ima doktorat iz kemije, če se prav spomnim. To je zdaj taka ocena, kjer moj prvi matematični instinkt je, zdaj govorimo na pamet, zelo verjetno so stvari dosti bolj kompleksne, kot pa samo dajmo inženirje za ministre, pa bo vse v redu. Zadeve niso tako zelo enostavne. Verjetno je res ta komponenta pomembna, da če imaš ljudi, ki so sposobni reševati kompleksne tehnične probleme, da verjetno, mogoče, ko pride do odločanja na visokem nivoju o tem, kako voditi družbo, verjetno to pomaga. Upam, najbrž ne škodi. Se strinjam, načeloma. Kar se tiče Slovenije, saj v resnici ne vem, koliko imamo zares kje kakšnih strokovnjakov, zagotovo vlada splošno prepričanje, da pametni ljudje nočejo več sodelovati. Jaz upam, da ni tako. Tukaj gre mogoče bolj za vzpostavljanje spet nekih družbenih norm o tem, kdo naj bi pa bil na vodilnih položajih. In ne vem, kaj naj rečem. Znanstveniki in inženirji nekako se verjetno ne bodo silili sami sebe v ospredje. Tukaj mora spet priti do nekega sodelovanja. Nekdo mora biti na vodilnih položajih zadosti moder, da vzpostavlja takšno okolje, v katerem
tam, kjer je relevantno, pride do sodelovanja z ljudmi iz znanosti in tehnologije. In verjetno je to relevantno na mnogih področjih, pravzaprav. Dvomim, da kje aktivno škodijo s svojimi pogledi na to, kako družba funkcionira in kaj bi se dalo narediti in kakšne ukrepe delati in tako naprej. A bi recimo zavedanje o pomenu znanosti in pa sam pomen znanosti bi recimo v družbi bi pripomoglo kaj k temu, če bi znanstvenike večkrat vabili na rdečo preprogo, recimo tako kot Einsteina, je bil seveda, vsi so ga poznali, cel svet ga je poznal. Ja, zdaj, ker da bi vse znanstvenike vlekli na rdečo preprogo, to ne vem, kako se bo obneslo. Vsekakor je dobro, zdi se mi, da je dobro za družbo, da tu in tam so kakšni znanstveniki prevzamejo to vlogo javne osebnosti, kot je na primer matematik Villani, Einstein. Mislim, da je dobro, zato ker družba to potrebuje, zato ker na ta način postane taka oseba, predstavnik skupine ljudi, znanstvenika v tem primeru. Drugače pa jaz se ne bi nič domišljal, da bomo nekoč znanstveniki po rdečih preprogah hodili. Sej na vse zadnje že imamo Nobelove nagrade in tako naprej, ki so zelo cenjene. Bolj pomembno se mi zdi nekaj drugega. Bolj pomembno se mi zdi razumevanje oziroma ta odnos do vrednot, ki jih znanost ponuja, do načina razmišljanja, mogoče na bolj mikroravni, na ravni družine, na primer. Moj sin je, zato sem ponosen, vprašamo ljudi, ali pa moja hči je postala to pa to, zelo sem ponosna na njo. Zdaj, kaj bi ljudje vstavili noter za tisto besedo? Moja hči je postala vrhunska, svetovno uspešna smučarka, zato sem ponosna. Koliko ljudi bo reklo, veliko ljudi bo reklo, kaj bodo rekli? Koliko ljudi bo reklo, postala je matematičarka, zato sem zelo ponosna na njo. To je precej odvisno od tega, v kateri družbi živite, v katerem družbenem sloju ste. Naprimer, znano je, če pogledate mogoče anglosaksonske države, Anglijo, Ameriko, greste na univerzo in vidite, da v inženirske šole in matematiko hodi naprimer zelo veliko študentov, ki so po poreklu njihove družine iz Azije. Statistično gledano je to povsem očitno, da je tukaj ogromna razlika v tem, kako se odločajo za svoj študij. Jaz mislim, da tukaj imajo zelo pomemben vpliv vrednote na nivoju družine ali pa na nivoju te ne javne družbe, ampak privatne družbe, kako ljudje sami dojemajo, kaj si želijo postati, kako jih družina podpira, take stvari, v kaj jih usmerjajo, v kaj družba usmerja mlade. Tukaj na tem je treba delati. Treba je recimo pokazati, da pravzaprav, če pa imaš visoko izobrazbo iz znanosti ali pa iz tehnologije, da ti pa pravzaprav ni nič tako groznega v življenju, da se pravzaprav je to lahko zelo uspešen si in tako naprej, da ni treba, da si izpostavljen, na nekem menedžerskem prepihu, da to ne bo nujno bolje. Bi pa še eno stvar povedal. Pri nas pa povsod slišim, te ljudi skrbi, da imamo premalo inženirjev, da imamo premalo znanstvenikov, da gre premalo ljudi v tehnološke študije. Če pogledate statistike, vidite, da je sorazmerje med tehnično-naravoslovnimi vedami, koliko študentov je na tehnično-naravoslovnih vedah, koliko študentov je na družboslovju in humanistiki. Vidite, da jih je tam več. Se pravi, če tako karikiram, imamo na enega inženirja na koncu 2 menedžerja, pa eno tajnico. Ali več. Ja, ali več. In potem ljudje iz tega takoj potegnejo sklep, da zdaj bo pa družba propadla zaradi tega, ali pa v glavnem vsaj skrbi jih, da to pa ni prav. Tukaj lahko bi rekel tako, kot matematik, je ta domišljija je mogoče malo potrebna. In tukaj recimo jaz kot matematik bom takoj rekel, da tak sklep niti pod razno ne sledi tako. Torej, tukaj se hitro ujamemo v neke vzorce razmišljanja, ki so samo vzorci razmišljanja, ki smo jih od nekje podedovali, ki se nekako naokrog širijo, pa pravzaprav ni čisto povsem jasno,
kje je njihov fundament. Lahko povem scenarij, po katerem se bomo čez nekaj časa spraševali, zakaj smo toliko ljudi za inženirje izobrazili. Naprimer, danes bi se nam zdela zgrešena politika, da recimo zahtevamo, da gre 40% vseh ljudi študirati agronomijo, ker je to očitno preveč. Ampak ne tako zelo dolgo nazaj, naše babice bodo vedele povedati to, je pa ljudi strašansko skrbelo, ko so se vsi odseljevali v mesta, kdo bo pa vso hrano pridelal, kako bomo pa zdaj živeli, ko bo podeželje prazno. Ampak procent ljudi, ki pridela vso hrano v zahodnem svetu, spet tukaj v resnici ni en svet, svetov je več. V zahodnem svetu je ta procent ljudi zdaj bizarno majhen. V vsej zgodovini človeštva so skoraj vsi ljudje samo na polju delali, nič več. In z moderno tehnologijo, z robotizacijo in z vsem, kar prihaja, mislim, da se bo, kar se bo zgodilo, je, da bomo potrebovali visoko specializirane ljudi, ki bodo zares dobro razumeli tehnologijo in robote, ampak teh ne bo veliko, teh bo malo, to kot je zdaj kmetov. Se ne bomo imeli kaj početi, če bo več kot polovica ljudi inženirjev, ne bodo imeli kaj za delati, ker bo že 10% ali pa še manj inženirjev vse naredili, kar je treba narediti v tej družbi. In tukaj je zdaj vprašanje že družboslovje in humanistiko, ki je, mislim, da mi na tem koncu, če tako rečem, matematiki, računalničarji, ne znamo povedati, potrebujemo sodelovanje, kako bomo pa družbo potem organizirali, kaj bodo pa vsi ostali počeli. Jaz mislim in verjamem, da to bo pravzaprav nek svet, ki bo dosti boljši, kot je pa ta, ki ga imamo danes. Nihče si ne želi, da bi 90% ljudi še vedno delali na polju, zato da bodo živeli na kmetijah v idiličnem svetu. To je utopija, ki ne obstaja. In jaz mislim, da bo v prihodnje spet družba se bo spremenila in pač bo tako. Mogoče še 50 let zares potrebujemo vse te inženirje. Ampak če ko razmišljamo o izobrazbi, moramo razmišljati o desetletjih. Napake, ki jih naredimo danes, bomo opazili čez 20 ali pa čez 30 let. Če bomo danes nekaj dobro naredili, bomo tudi opazili čez 20 ali pa 30 let. Kar pomeni, da je strašansko težko napovedovati, kaj je pravzaprav prava politika. Tako da jaz bi posvaril, da ni avtomatičen razmislek, vsi morate študirati tehnične vede. Ne, to meni sploh ni očitno. Da nekdo reče, v Nemčiji imajo pa več ne vem kakšnih tovarn, še mi jih imamo. Tudi to mi ni očitno. Mogoče bo vseh tovarn nenadoma preveč, zato ker bo nekdo naredil. Ne vem. Prihodnost je odprta. In ker je prihodnost odprta, jaz mislim, da potrebujemo vse opcije odprte. Se veselite takega sveta? Zdaj ne vem, koliko tega sveta bo videla midva, ali pa celo naši otroci. Nekoč pred davnimi časi sem bil na radiju, na eni oddaji kot predstavnik mlade generacije. Ne vem, če ni bilo celo pri vas to, pa smo se pogovarjali o prihodnosti in takrat so okrog mene vsi tako jamrali, mladi, in jih nič ne zanima, ne vem kaj. In potem sem jaz imel tistega dosti in pa sem razmišljal, kaj naj rečem. In sem rekel, vsi podcenjujemo, ali pa mislim, da sem bil celo tako aroganten, da sem rekel, vsi podcenjujete vpliv tehnologije v prihodnosti. Vse te skrbi o mladih, ki jih tukaj danes imamo, bodo irelevantne v primerjavi s spremembami, ki nas čakajo. In to še vedno trdim. Družbeni problemi, ki se nam zdaj zdijo nepremostljivi, kaj bo z begunci, kako bo družba organizirana, ko nihče ne bo imel službe. To so vse, po mojem so to napačna vprašanja, ampak noben sploh ne ve, kaj so ta prava vprašanja. Ampak ko se bodo te spremembe dogajale in se bodo dogajale, bo nastala družba, kakršne ne poznamo. Fevdalni sistem si ne bi znal predstavljati kapitalistične družbe in kapitalistična družba si ne zna predstavljati družbe, ki prihaja. Tako da vse, kar lahko naredimo, je, da poskušamo biti čim bolj pametni in se zavedati, kaj se dogaja.